Dober večer, spoštovane dame in gospodje. Na oder prihajata Martin Golob in Erika Jazbar. Dobrodošla, dober večer. Spoštovane dame in gospodje, ljubitelji jasne misli in močne besede, dragi prijatelji, ponovno dobrodošli, kot kaže, brez nevihtnih presenečenj, na nocojšnjem pogovornem večeru v okviru Goriških večerov tukaj v amfiteatru osnovne šole v Dornberku, ki ga seveda organizirata kot po dobri stari navadi Društvo Zapisi in pa Društvo Tabor na Dornberku. Naslov nocojšnjega Goriškega večera je na spletni prižnici. Iz prižnice vidiš več in tudi govor se bolje sliši, če je seveda govorec pravi. Kakšna pa je moč te besede, ki je poslanstvo Goriških večerov in pa seveda tudi našega gosta v tem sodobnem in digitalnem svetu, ko so naše oči, ušesa in roke vsakodnevno skorajda prilepljene na različne elektronske naprave, s pomočjo katerih smo na virtualni tržnici. Nekako se rima prižnica, tržnica, prižnica, tržnica. In pa seveda to je vprašanje pa potem za vsakega od nas čisto osebno potiho, da si sam sebi odgovori, kako je s temi, oziroma kako je s to močjo te besede. Ne vem, če veste, ampak nekateri trdijo, da je bil Mojzes prvi človek na svetu, ki je imel tablico in podatke je, tako kot pravijo, zdavon loadal iz oblaka. Iz nekaterih oziroma rečemo temu pisnih virov pa lahko sklepamo, da je imela ta tablica žal zelo majhno kapaciteto spomina, ker je dragi Mojzes uspel shraniti samo 10 točk oziroma 10 stavkov. Drži, ampak držijo še vedno danes in nikakor se noče zbrisati. No, predno pa se posmemo na to našo spletno prižnico, pa bo za glasbene oglase nocoj poskrbel moški pevski zbor Dornberk, ki nam bo zapel 2 pesmi. Fantje, izvolite. Dolina
dom ustvaril, kup težav skrbi ima. Ni sinovi pa ne znajo peti več tako lepo, ko da se domače pismi naskrivaj sramujejo. Če nekoč domača pisem tu zvenila več ne bo, tudi tebe rod slovenski na tej zemlji več ne bo. Hvala lepa moškemu pevskemu zboru Dornberk. Z nami na odru pa seveda sta že Martin Golob in Erika Jazbar. Martin Golob je katoliški duhovnik mlajše generacije in župnik v župniji Grosuplje. Njegovo novomašno geslo je moli in delaj. Vsak dan se trudi preprosto in presrčno nagovarjati številne ter prinašati Kristusovo znanilo v družbo tudi prek spleta. Skupaj z Lojzetom Grčmanom sta napisala knjigo Na spletni prižnici. Pravi, da krščanstvo nima konkurence, ampak je treba simpatično in modro poudariti, kar nam je Jezus seveda dal. Je velik ljubitelj fizičnega dela in vonja po bencinu, glede na to, da smo na Vipavskem, pa upam tudi vnete druge kapljice. Pogovor z njim bo pa vodila Erika Jazbar, njo pa že poznate iz Goriških večerov, tako da mikrofon je vajen, izvolite. Dobro večer vsem, hvala Blaž, hvala pevskemu zboru in če dovolite, ker se bova vikala, jaz mislim, da se bova tikala, ampak on je zelo resen zelo resen duhovnik, se bova vikala, tako kot je po protokolu v resnih intervjujih, kar bo današnji tale, ampak preden začneva in preden se vam zahvalim, da ste prišli v Dornberk, še eno zahvalo tretjemu možakarju, ki je vse to omogočil, to je Ivo Šinigoj, ki v naši skupini ljudi, ki ima vsak svojo zadolžitev, on skrbi za vreme. In lansko leto vse večere, ki smo imeli, jih je izpeljal suvereno in tudi današnji je bil pred enim velikim izzivom, ker sem gledala svoj telefon že od včeraj in napovedi niso bile najboljše in danes so vedno boljše in zgleda, upam pač, da nam bo uspelo. Sedaj po tem uvodu, dober večer. Martin Golob, hvala, da ste prišli na Goriško, na Primorsko, med nas. Ne bom vas posebej predstavljala, ker taka publika je sem prišla, ker vas pozna, ker vam sledi. Ogromno je gradiva v tem spletnem svetu vaših intervjujev, predvsem pa vlogov, ker vaša spletna zgodba se je začela pred pandemijo za Aletejo. Aleteja je ena zelo lepa sredina in spletni portal, ki je v več jezikih, tudi v slovenščini in slovenska zgodba se piše pod okriljem založbe Družina. In leta 2017, če se ne motim, ste začeli s temi vlogi, ki so, ne bom vam razlagala, ker seveda ga poznate. Potem pa vam je dalo to peruti pandemijo, če lahko uporabljam pač to metaforo, ki je vezano tudi na vaš priimek in tako dalje. Nimate goriških korenin kot tale, ki zdaj trenutno odgovarja. Okej. Ker bi radi zamenjali. Vse vas prav lepo pozdravljam, tudi jaz sem zelo vesel, da sem danes med vami. Jaz sem, ne vem, kaj mi je bilo, da sem na Facebooku narobe napisal, menili smo se, da pridemo v Dornberk, napisal sem, da se vidimo v Brdih, ne vem zakva. Meni se zato, ker njih tisti čas, ko sem se za tole dogovarjal, sem rihtal izlet za mojo mladino, za animatorje,
in sem jih hotel nekam v Brda peljati. In mislim, da je bilo pol to ta malo zmešnjava v moji glavi. Več stvari hkrati delam, pa se pa kaj pomeša. Pač niso tako kot ženske, ki lahko več stvari hkrati delajo. Povezava pa je tudi vino, veste to. Ampak ne smet, mislim, to je ta lokal patriotizem, je treba paziti, kako častiš briško vino na Vipavskem. Drugač pa en golob je res preletel iz mojih koncev sem v Vipavsko dolino, v Vipavi, vulkanizerstvo Golob, tam je moj stric. Tam lahko gume menete. Ampak tukaj dol pa nimam sorodnikov, razen v Remčah imam eno simpatično sestrično. Jaz sem si ogledala kar nekaj vaših intervjujev in vaših vlogov pred letom pandemije oziroma preden se je razbohotila ta vaša zgodba in sem videla, da že takrat ste bili taki. Mislim, ta spletni sloves vas sploh ni spremenil. Ostajate iskren, sproščen, pozitiven, sončen, to, kar pač nagovarja Slovence, ki veljamo, recimo mogoče mi manj, ker smo na Primorskem za zamorjen narod, ne, ampak vi dokazujete, da to ni to. Kako vam je uspelo, da vsi tile sledilci in vse to, kar se premika z vami, ko prihajate v različne kraje, vas ni spremenilo v slabšem pomenu, ker bi vas lahko tudi drugače? Zato, ker imam fokus usmerjen v Boga. Zato je tako. Ker jaz nisem na internetu zaradi sebe ali pa nisem na socialnih omrežjih, ker bi hotel biti popularen ali pa ker bi hotel biti slaven. To je sam stranski produkt. Stranski produkt, posledica tega, da želim Boga oznanjati in zanj pričevati. In moja prva naloga in moja prva skrb je to, da sem župnik. Vse ostalo je pač malo za zraven. In zato verjeten sem razmišljal, ker sem že prebral tale vprašanje, molim za ponižnost, drugače tudi ljudje malo za ponižnost poskrbijo, ker kdaj jih malo perutničke porežejo. Ampak, če bi se samo z internetom ukvarjal, bi bil zelo nesrečen. Niti enega osnovnega dela nisem opustil, odkar se ukvarjam s socialnimi omrežji ali pa da pričujem pa da hodim takole okoli med ljudmi. Še vedno upravljam vse tiste obveznosti kot župnik, obiskujem bolnike, pokopavam, krščujem, poročam, verouk učim, sem z mladimi, obvezno vsak petek in vsako soboto, sem s svojimi farani obvezno vsako nedeljo pri nedeljskih mašah in še vmes. Zelo se trudim, da sem doma prisoten, da lahko tudi takole kam okoli grem. Tako da moj fokus je pravzaprav vedno bil ta, da bi pričeval za Gospoda. To je moj način, pa moja želja, da bi delal. Se pa tudi zavedam, da vse skupaj je to malo dar od zgoraj. To ni zato, ker bi bil jaz tako brihten, pa da bi jaz zdaj bil ne vem koliko sposoben, veste, ni to zato. To je dar, ki sem ga dobil, to je, Bog me žegna, kako ne rečem. In ni to čist moja zasluga, to je delo Svetega Duha. Saj se še jaz čudim, saj še meni tudi ni jasen, kako je to tako ratala, ne? Ampak nič nisem za to naredil. Padel sem v to in nek navdih je bil, jaz tudi ne vem, zakaj je tako ratal, ampak očitno Bog že ve, zakaj. In vem, da je poti nazaj ni in da to moram nekako peljati, pa če mi je všeč, pa če ne. Ampak mi je lepo in ob vsem tem pravzaprav sem srečen. Meni bi zelo manjkal, po mojem bi mi bilo samo to, da bi bil en župnik kar malo premal. Mi je še fajn malo za zraven, malo takšnega adrenalina. Drugač pa tudi še to je, zelo veliko ljudi za mene mol. Zelo veliko ljudi. Tudi vas prosim, če imate kdaj kakšen trenutek časa, pa kakšen čas za mene namenite. Res je, ker je lahko te svet potegne, ta svet te lahko zelo potegne, te tudi lahko uniči. Tako da želim pa v tem vztrajati. Bog je tudi vedel, zakaj. Takrat, ko ste razmišljali v študiju, niste šli na FDV, hvala Bogu, bomo ponovili, ampak ste
zaradi spleta okoliščin izbrali teologijo in potem se je vaša pot nadaljevala v duhovništvo. Duhovnik ste 10 let, 3 leta, kot je že Blaž omenil, v župniji Grosuplje. Zdaj, veliko je takih in drugačnih, ki se ponujajo na spletu na raznoraznih področjih, pa jim ne uspe, da bi prodrli v srca ljudi. Zakaj vam to uspe? Tudi jaz ne vem, ampak mogoče malo zaradi iskrenosti, drugače ne se nočem kaj preveč delati, če rečem tako pod narekovanjem, se pravi, da bi se delal nekaj drugačnega. Skušam čim bolj na iskren način povedati tako, kakor doživljam, ali pa na tak način, kakršen sem, se mi zdi, da je to ljudem kar všeč. Drugače pa po mojem tudi kar malo udarno. Tudi to mi je bilo zanimivo, da nas je bilo toliko veliko na spletnih svetih mašah, ko sem imel svete maše med korona časom, vsak dan nas je bilo po več 10 000, pa drugače je bila moja maša čisto ista kot na stolence, ali pa isti vrstni red, na začetku križ, na koncu Gospod z vami, vmes vse isto, edino kar sem pridgal malo po svoje. Ampak kaj je ljudi to prepričalo? Ne vem, to bi mogli bolj ljudi vprašati. So pa rekli, da se dobro počutijo, da jim je všeč, da jim je domač, pa, no to pa je res, vedno skušam iskati besede, da lahko nekomu, da ga lahko nagovoriš. Vedno skušam iskati besede, da lahko nekomu nekaj daš, da gre nekdo zadovoljen od tebe. To je pa res. Pa zmeraj se malo skušam tudi potruditi, da se človeku približam. Meni je fajn, da smo si blizu, da se nekako začutimo. Meni je to zelo dragocen. Meni ne paše, da bi bil jaz nekje zgoraj iz neke pozicije, ampak hočem, da jih začutim in mogoče tudi to. No? Rad sem z ljudmi, pa tudi ljudi imam rad, mi ni to težko. Pa tudi najlepše stvari so spontane. Ta prvi vlog, ki je ratu, ki sem govoril, ali so res vsi duhovniki debeli, teči in plešasti. Sem pravzaprav, to je čisto spontano ratelj. Jaz sploh nisem vedel, da bo to tako šel v svet. Jaz sem rekel za tistih 300 manj, ki so to pogledali, dober je. Pa je pa to čez noč ratelj tako viralno, da je šlo to vse povsod. Eni so se še malo norca delali, drugi so se posmehvali, tretji so pohvalili, eni duhovniki so se zgražali, ampak šlo je pa v svet in to je pa tako le ratelj. Tako da, jaz sem pa skušal nekako svojega se držati, no. Tako da nisem pol nič to, šel sem nekako to pot, kakor sem malo čutil. Bilo je pa res zanimivo, vse to vodi Bog. In sem v to prepričan, če bi sam načrtval, ne bi nikoli tako ratelj. Če bi sam planiral, ne bi tako, tudi ni bila nikoli moja želja, da bom jaz takole poznan povsod, ampak Bog tako želi in to sprejmem kot Božjo voljo. Božja volja je verjetno tudi ta, da bi se nasplošno kristjani, Slovenci posebej, vrnili v cerkev, ker Slovenci ostajamo še vedno večinsko katoliški narod, ampak nedeljnikov je bistveno manj. Je ta ena od močnih poti, ki lahko pripelje spet vernika, ki hodi v cerkev, ne vem, za velike praznike, tudi za nedelje oziroma za druge praznike, oziroma da se drži izročila. Lahko da. No, gotovo, da vsak stik s človekom, če ga osebno nagovoriš, je več možnosti, da bo prišel v cerkev, kot pa če ga sploh ne ogovoriš. Se mi zdi, da se v Sloveniji duhovniki zelo trudimo, da bi ljudje prihajali ob nedeljah k maši. Pa ne zato, da bi bila cerkev polna, ampak zato, ker vem, da če človek k maši hodi, ima tesen stik z Bogom in je manj nevarnosti, da bi ga odnesel stran. Mož pa žena se tudi morata pogovarjati, če se ne pogovarjata, se ohladita, postaneta tujca in se sploh ne čutita in tako naprej. Kristjan, ki ne hodi k maši, se pač od Boga oddalji in Boga več ne čuti. In zato tudi jaz ves čas prosim, spodbujam, vabim, vse sorte načine in oprijeme delam, da bi moje Grosupeljčane, pa potem še Lipoglav, pa Polico, 3 župnije imam, da bi čim več k maši hodili. Včasih mi rata, včasih mi ne rata, so nedelje, ko so zelo lepo obiskane in so nedelje, ko sem kar malo žalosten, kje pa so danes.
a ne? Glih tako se s tem srečujem. Kaj naredi, da bi ljudje bolj verovali? Jaz sem še kaj tako lepo rekel, da če želiš uneti, moraš sam goreti. Zdaj najprej moram poskrbeti za svojo vero. Kakšna je moja vera? In kakšen je moj odnos do Boga? Najprej, po mojem, se vse stvari tukaj začnejo. Kako je z mojo vero? Pol druga stvar, koliko molim. Jaz kot župnik moram za svoje farane moliti. In vam povem, da molitev res deluje. V Grosuplju imam čuda sodelavcev. To je velika fara. Pa je to skupina skavtov, pa so skavtski voditelji, pa so skupina krasilk, pa so skupina čistilk, pa so skupina za zakonske skupine, pa so skupina, 4 zbore imamo, pa vsak zborovodja, pa vsak organist je svoje sorte. In vsemi temi ljudmi sodelovati, pa živeti, pa delati, pa usklajevati, to je včasih izziv. Brajčovk sam naredil. Ampak, če molim, prav zarekel sem se, vsak dan molim za te moje sodelavce in vam povem, da je veliko lažji. In zelo, pač tudi trud je treba pokazati, da ljudje začutijo, da se župnik trud. Ne, jaz vam zdaj med počitnicami celo v rok. Jaz vam vsak ponedeljek od 10 do 12 v Grosupljem v rok. Jih pride 50 otrok, tiskaj da ima. Pride, malo se igramo, pol malo kateheza, malo, ja, tukaj pa že znam kaj povedati iz Svetega pisma, ne vem, kako so se una 2 otroka zgubila, pa, ki že sedi tukaj dela, ne. Ja, malo že poveš, ki si, pa bomo pa skup mašo. Vse kaj je lepo, jaz sem župnik, pa sami otroci okoli mene. 15 ministrantov, pa puncem dam, da malo pojejo. In 50 otrok vsaj na teden pride k mašu zelo med počitnicami. Drug je pa po napusti, to je zdaj vse po morjah, ne vse povsod. Pač se nekako skušam truditi, pa biti čim bolj prisoten v kraju. Ja, jaz mislim, da če ga osebno nagovoriš, pa pridite, ki jih imaš, pa dejte se poročiti, pa dejte otroka krstiti, daš kakšnemu misliti. Marsikdo se je že poročil, ko sem jih mehen spodbudil. Marsikdo je tudi prišel že k maš, ko sem rekel, dej pridite, sej sem malo lušen. Marsikdo je prišel ministrirati, ko sem ga osebno, dej pejt, boš ministriral, veš, kak ti bo pasal, pa fajn družba smo. Ne vem, osebno povabilo. Mislim, da to, zdaj sem jih drug teden pelem ministrante, pa otroški pevski zborček, za 2 dni jih pelem v Bohen na dopust. Malo za nagrado, pa z njimi sem pol 2 dni, pa oni se med seboj povežejo. Pa jaz jim lahko še kaj dam, pa povem, pa razložim, pa jim pokažem, kako lepo je biti drug z drugim. Na začetku se kar težko prijavljati, pa sem pa kar vzal tukaj, sem ga kaj srečil, pa v trgovini sem ga srečil, pa tam, dej pet z nami, veš, ko bo lušen, pa to te včasti v pico, boš videl, ti lej, zdaj imaš že poln avtobus. Je res? Tako da zdaj tudi po far govorim, dej, če boš šel za župnika, ti avto kupam. Ja. Ja, sve zdaj. Motivacija mora biti, ne? Mislim, vse sorte prijemite včasih, veste, skozi se moraš malo truditi, to moraš biti, to je živa stvar, ljudje smo živa stvar in to je premalo, da bi samo v pisarni čakal. Res je čist premalo. Jaz sem pisarno tako, joj. Ampak se pa se že poštima nekako. Jaz znam, ko dobro ena gospa prišla k meni, zdaj mi malo dela račune, jaz sem res, to je pa moj križ, pisarniški del. Jaz ne bi nikdar bil tajnica. No in je prišla gospa in gospod župnik, vi kar mladino furajte, pa otroke vam bom že jaz poštima, jaz sem bil tako hvaležen. Ampak tako se mi zdi, da če bi vsi, vsak izmed nas bil goreč, pa navdušen, pa da bi ga simpatično malo povabil, prid malo zraven, pa to, da je to čist drugače, kot pa da nekdo sam sil, pa terorizira, pa moralizira, pa moraš imaš, pa... Ne, ni treba, da greš, ampak če greš, je pa zate dober. Jaz sem tudi ljudem rekel, če ne greš, imaš to igli tako, da pri polni mizi se ničesar ne dotakneš. Ja, res pa tudi trapast. Če prideš, pa da imaš polno mizo, pa tudi kaj probov, a ne? Mislim, saj spodob se. No in kristjani bi mogli čim več tega okušati. Tako da, zdaj, svet je takšen, kakršen je, sveta ne moreš spremeniti. Družba je takšna, kakršna je, tudi težko spremeniš. Lahko pa pri sebi začnem. In se mi zdi, da to deluje. Res, se stvari spreminjajo, pride ljudje zraven, pa molitev.
nujno, jaz tudi kar malo nune pokličem, dajte malo molit, vi imate cajt. Ja, je treba malo, ne? Pa tako, ja, drugače ne gre. Molitev. Niso zastonj zmer govorili cerkveni očetje in svetniki molitev. Pa Marija, Devica Marija. Lih včeraj sem romal na Sveto goro, veste? Včeraj sem šel klele s kolesom, iz Grosupla sem šel s kolesom. Sem tam na nekje ustavil pa v Mercatorju, vidim en plakat, Marija, sem se kar ustrašil. Kot pa tale klele, se kar kolu prostoril nanga. In sem vršel, se prosim malo Marijo. To je, se mi zdi tako, no, to je pot, da lahko ljudi. Drugače pa ljudje so zelo dojemljiv za vero. Res so dojemljiv. Glih danes sem enega fanta pripravljal, malo mlajši, ki jaz poročil se bo, ona fejst verna, on bo pa zdaj postal kristjan. Pa vidim, da je kar navdušen. Se kar lepo, sem vse razložil, katekizem, Sveta Trojica, kako pa je to Sveta Trojica, en pa trije, kako. Se je isto, kot zobna pasta Aquafresh, 3 bar v eni turbi. Ne. Ja, ni mogo razumeti, ne. Cajta se bo razlagal, ja, veš, 3 osebe, pa en bog ni nič razumel, pa se, tako kot zobna pasta Aquafresh. Tako da zanimanje za vero je in veliko odraslih. Letos sem imel 23 odraslih katehumenov, 23 odraslih krstov. In cajta sem po cerkvi govoril, kdo bi bil za krstiti, se ni ben javil. Seveda, te v cerkvi so že vsi krščani. Ja, pa sem pa kar na Facebook napisal, so se pa vse povsod javili. Če kdo rabi krst, naj se javi. Pa so se javili, evo. Zelo lahko nalogo imam danes, mislim, nima nobene vloge danes. Ja, lahko kar monolog. Pred 2 tednoma je na tem stolu sedel Borut Pahor, na tem stolu pa Možina, se je moral dosti bolj namučiti, zato da je dobil. Ja, jaz vsak dan pridgam. Se tudi politike vsak dan pridgajo. Ja. Dobro, ti govoriš, oziroma vi govorite o tem, ne, ni vseeno, smo se zmenila prej tako, ne, veste zakaj, po mi pa kakšna stara mama reče, ja, pa vas je kar tikala, ja, jaz drugač meni vse na me tika, kdo me vika, sam pol me mame napadajo, zanč me ena novinarka po televiziji kar tikala in pol mame v Grosuplju, ja, to se pa ne spodob, kar tikala vas je, ja, to pa kamer ne paše, kva sta pa imela, ja. Ja, prav tako mi je žrca nadrla. Ma ker sva se pol ure menila, če se bosta vikala ali tikala in sva določila, se bova vikala, se bova vikala doma. Osebni odnos, ta osebna gorečnost in tako dalje. Ampak vi slovite kot duhovnik na spletni prižnici. Sedaj, kakšne so meje tega spleta v smislu? Po pandemiji, mislim, splet je bil zelo koristen, zelo potreben in nujen, da pač so bile maše lahko dostopne vernikom. Se je pa zgodilo, da po pandemiji marsikdo je rekel, ma zakaj moram v cerkev, ko pa imam na Facebooku, ko imam na spletu, ko imam na radiju, ko imam na televiziji. Kakšna je, recimo, močnejši pomen, globlji pomen, živ pomen občestva, ki je v cerkvi, oziroma občestva, ki je na spletu? Je lahko občestvo tudi spletno? Je lahko občestvo tudi spletno in imam krasno spletno občestvo, če tako rečem. 2 leti nazaj sem imel v Grosupljem dogodek, srečanje občestva. Marija, nas je bilo 3000 in čist poven parkirišče in je bil tak lep dogodek, da še zdaj sem ganjen, pa mogoče bomo to še kdaj ponovili, ker je bilo res nekaj posebenega in ja, ljudi Bog nagovarja preko interneta. Res, mi smo bili povezani preko prenosov svetih maš. Vsak dan znova. Mame so se med seboj, med komentarji že pa poznale, pa so se druga pozdravljale. Ene so se šele pol po pandemiji se osebno srečale, tista, ki zba tudi vsak dan prmaš, ki so se pol navezali med seboj stik. In zanimivo, dejansko smo se malo čutili med seboj.
Tudi ljudje so mene takoj pogruntali, kakšne volje sem. Jaz nisem mogel tega skriti. Ja, kaj pa je danes bilo narobe, ste bil neki utožen? Kaj pa? Res smo se začutili. To zato, ker smo molili, pa Sveta Maša, tudi en poseben čar. Strašno je bilo zanimivo, koliko je povezal Slovence po svetu. Kot vse povsod imamo mi svoje rojake. In te so najbolj uživali, da so slišali slovensko Sveto Mašo, slovensko pesem, slovensko liturgijo. To je bilo toliko domače, in to je bilo tudi en milostni čas. In za tisti koronski čas, ko smo mogli biti izolirani drug od drugega zaradi zdravja, zaradi situacije, v kateri se je svet znašel, je to bilo čisto v redu. Je bilo pa moje veliko hrepenenje, da potem, ko se to meje sprostijo, da se srečamo v živo v cerkvi. In tudi sam sem želel, takoj, ko se bi dal, pejmo skupaj v cerkev maš. Ker v živo je nekaj čist drugega kot prek kablovja. Je res čist drugega. Lejte, če gledate Masterchefa, sej vidite tiste čudovite slaščice, ampak nič ne veste, kakšnega okusa so. Nič ne veš. Sej ste lepo gledali Sveto Mašo, prejeli smo duhovno obhajilo, ampak prejeli fizično Jezusa pa nismo. To je pa bistvena razlika. To, da se midva zdaj klele v blizu srečava, to je privilegij. To računalnik ne bo mogel nikoli zamenjati. In je to veliko lepš. Takole se srečamo kot bratje pa sestre. Mama, ki jo imate doma, se je srečna, če jo pokličete, a še bolj srečna je, če jo obiščete. Ja, je bistvena razlika. Ne bo rekla, se sem te slišala. Je rekla, še vesela je, ko si jo prišel obiskat. Tako da, Sveta Maša za tisti čas prek spleta je bila neka alternativa. Jaz sem se to čisto tako spontano spomnil, takrat sem bil še v Bohinju. Bohinc je dal za Mašo. Drug dan so rekli, da moram cerkev zapreti. Kva naj zdaj naredim? Bohinc bo rekel, evo, po kasiru je, naredil pa nič. Veste, kako so to Gorenci, ne? Ja, za Mašo sem dal, zdaj pa nič ne vem, a je kaj naredil ali ni nič, ne? In zato sem jaz rekel, bo prek interneta, na Facebooku, live stream. In to je bilo zanimivo, kaj je to šlo na hitro naokoli. Prvi večer nas je bilo že 750 v živo na Facebooku, to je kar velik. Pa so še pa številke sam gor, pa so se pa še malo T2 priključili zraven, pa potem kasneje Golica TV in ja, to je bilo res zanimivo in nekaj posebenega in nekaj milostnega, no. Je pa kaj je bilo pa še tega konca, pa tudi s tem zaključil. Najprej, zelo težko je imaš če imaš ljudi v cerkvi, pa še kamero. Če imaš kamero, jaz rad gledam v kamero, ker govorim ljudem v kamero, sam pa ne moram gledati ljudi, ki so okoli mene. Nazadnje je nekaj naroden zaradi ministrantov. Jaz ne moram ministrante kar na internet dajati pa na televizijo. Se splet je lahko tudi navaren. Nazadnje, kakšnim mojim faranom tudi ni pasal, da so kamere v cerkvi. Eni grosupeljčani je šlo tudi na živce, da kamera, in se bojijo, da bi jih kamera posnela. Kakšnim ni všeč, da bi kdo videl, da pride k Maš. Vsega tega sem pač mogel narediti kompromis. Jaz sem župnik v Grosuplju in ne morem jaz zdaj še Maš prenašati. Nazadnje pa tudi ena velika želja, da bi ljudje v cerkev prišli. Nisem želel, da bi bil prenos svetih Maš za koga potuha za lenobo. Da bi kdo rekel, se na kavču je pa tu čist dober, pa še v pustco ni treba dati, veš. Nisem tega, veste, človek zelo hitro najde tudi po poti najmanjšega napora. In ko so škofje rekli, zdaj pa grejo lahko v cerkev, sem pa potem s tem zaključil. Če bi pa rekel, zdaj pa spet vsi zaprite, bi pa spet imel kamere pržgane. Pa če bi mi pa škof rekel, da bom pa župnik za na kamero, bi se pa še naprej s kamero ukvarjal. Tako da, zdaj pa, ko imam pač župnijo Grosuplje, ni poglav, sem pa zaradi mojih faranov, želim biti pa čim bolj njihov. In pač med Sveto Mašo želim njih nagovarjati, v živo, jih pogledati v oči, njim pridgati, njih usmerjati, skupaj da smo, še vedno pa sem tudi malo prisoten na televiziji. Vsak dan na Gol TV-ju lahko skupaj molimo, mogoče kaj poznate to Gol TV, zjutraj pa zvečer imam duhoven program, in danes smo tudi malo snimali za naprej.
Razlika med spletno mašo in med mašo v cerkvi, mislim, ob fizični prisotnosti, je tudi pri zakramentih. Zakaj so zakramenti tako potrebni? Zakaj, ko gremo k maši, je dobro tudi, da gremo k svetemu obhajilu? Kaj je zakrament? Mi imamo koliko zakramentov? Birmansko vprašanje. 7, a ne? 7. Za prvi zakrament je sveta spoved, sveti krst. Drugi zakrament, ki ga običajno prejmemo v 3. razredu, je prvo sveto obhajilo, se pravi sveta Evharistija. 3. zakrament, sveta birma, ne, ste bili pri birmi. 4. zakrament, sveti zakon, ali pa mašiško posvečenje. Potem je sveta spoved, bolniško maziljenje. Kaj sem že spustil? To je to, ne? Za mašiško posvečenje pa sveti zakon sem, ja. V glavnem, 7 zakramenti so zastonski dar Boga. To je, v zakramentih je Jezus, ki pride med nas. To je to. In zakramenti so za nas moč, da živimo svež odnos z Bogom. To so zakramenti. Zakramenti so za nas eno močno poživilo, okrepčilo duhovnega življenja. Brez svetega krsta ne morem priti v večno življenje, ker pri krstu postanem Božji sin, Božji otrok, Božja hči. Pri krstu te Bog pokliče po imenu. Pri krstu se na novo rodiš. Ko pridejo cigani k meni, jaz imam kar nekaj ciganov v Far, ogromno jih krščujem. Res so zelo pridni, to imajo otrok v Marija. In jih krščujem in jih vprašam, zakaj, imaš pa ne hodijo, blagoslove vse, za blagoslovit vse, pa za Miklavža, pa za krst. In pa zakaj želite krstiti vašega otroka? Ja, zato, da bo šel v nebesa. Seko, lej, to je pravi odgovor. Če mi tole reče, vidim, da približno ima pojma, za kva se gre. In jaz jih krščujem. Pa še kako rad? To so pristni, lušni, veste, kako se imamo fajn. To naredijo celo ohcet. Res otroke s to velikimi limuzinami pripeljajo, kočije, torta, kmarija, katale odr. To jih pride več kot na nedeljsko mašo. Neverjetni so. Ja, zato, da bi bil del Boga. Obhajilo. Zakaj lepo je sveti maši? Z Bogom se srečaš. Z Bogom. Lejte, 2-krat, 3-krat, da ne greš v nedeljo k maš, 4. se že odvadiš, pol ti ni več sploh žal, se ohladiš, se oddaljiš in ti postane vseeno. In potem tudi v veri ne moreš rasti. Tvoj odnos z Bogom, veste, tako kot se s prijateljem, če se ne pogovarjaš, ženo, če se ne pogovarjaš, se ohladiš. Zakramenti so pa čisto zastonski dar. Sveta spoved, ja, srečanje z usmiljenim očetom. Jaz brez svete spovedi ne bi bil danes tukaj. Pa ne grem v sveti spovedi, ne vem, zaradi potuhe, da lahko grešim, pa pol, da sem dobro. Ne, v sveti spovedi grem, da lahko Bogu povem, nisem popoln, da mi pomagaj, da bom boljš. Takle sem, grešil sem, narobe mi gre. Srečanje z usmiljenim očetom. Ne vem, bolniško maziljenje. Koliko ljudi je že bolniško maziljenje spravo na noge? So rekli, župnik umrla, bo pritehnem, sem jo mazilil, drug dan je že hodila. Presežem. Res. Koliko jih bolniško maziljenje dvigne po koncu? Pa to ni psihologija, ali pa bo rekel neki v glav, ja, ste ji dali energijo. Jaz se da, ker nisem elektrarna. Ampak Bog deluje po maziljenju. Molil sem na njo. Presežen. Včasih sem imel dom za ostarele v Bohinju in tudi v Grosuplju imam dom za ostarele. Če kdo želi, zrihtam informativen dan, ma ni problema. Za kakšnega tašča, pa tako. Nekaj sem se. Ampak redno sem v domovih za ostarele. Redno. In vem, kako to nuca. Kako to zdravlja. Kako to človeka, kolikrat se je že zgodilo, so rekli, ja, župnik, poslavljamo se. Pa se še nismo se še. Je bila še moč. To je zanimivo in to res deluje. Brez zakramentov, to je glih tako, mislim, kristjan, ki ne živi iz zakramentov, je glih tako, kot da bi imel
prazen šporgat. Šporgat brez ognja noter. Če ti prejemaš zakramente, imaš pa skozi dovolj goriva. In potem lahko pričuješ, potem tvoja vera se krepi, lahko zanješ Boga, lahko delaš in nosiš vsakdanji križ. Mi je strašno všeč, jaz sem še eno mašo klele v Grosupljem upelju. Vsak dan imamo 3 maše v Grosupljem. Jaz običajno vsak dan 2krat mašujem. Zdaj, ko je šel kaplan na dopust, imam vsak dan 3 maše, pa še kakšen pogreb mi pa, da imam 4. Pač, ti prav, sej veliko lažje imaš vetkrat pod kravo, če 5, sej ima prav, ne, ko ima doma kmetijo, ma šel bom pa že. In jih kar vadim, no, zjutraj nas je bilo 15, zdaj zvečer, ko sem malo hiter pogledal, jih je bilo tudi 20. Dobar, na lipo glavo nas je bilo danes sam 6 mam, zato ker je tukaj dež padel, ampak saj te 6 mam, ki so bile, pa sej Maša ni kot tale predstava, ki bo odpadala, če bi bilo sam 2. Ampak Maša je trenutek, ko se ti srečaš z Bogom, to je to. In posvečuje cel kraj. In jaz takrat molim za moje farane. In to je res nekaj privilegiranega. Kje ste še kdaj videli, da bi se kakšen Bog dotikal človeka? Ga ni religije. Kje ste še kdaj videli, da bi kakšen Bog se tako ponižal, da bi po mojih grešnih rokah prišel na oltar in se nam dal v srce? Ga ni, razen Jezusa Kristusa. Samo, to je tak privilegij. Veste, sem doživel eno župnijo, ki so jo zaprli. Potem imel neroden župnik je bil, pa je mlad bil, sam se mu ni dal. In je kar tam rekel, škofu, ja, tamle je ena mehna župnija, kar ne podruženca rata. In škof je to naredil. In jaz sem glih takrat bil na tisti fari, je bila Maša. Ljudje so tako jokali, ko so faro zaprli. So rekli, vse so nam vzeli. Najprej so rekli, da se pošte ne splača imeti, pol so rekli, da se trgovine ne splača imeti, pol so rekli, da se šole ne splača imeti, no, zdaj so pa rekli, da se še cerkve ne splača imeti. Kje se bomo pa mi srečevali? Točno to je bilo na koncu vprašanje. Kje se bomo pa mi sploh še kaj videli med seboj kot vaščani? Smo vsaj v nedeljo skupaj prišli, pa en kafe malo skukali, pa se malo podružili, pa se povedali, kako si teden preživel, pa kako boš kaj teden živel. Kaj pa zdaj? So li fej žalosti. Kar na jok mi je šlo. En tam bolj ta glaven se je vsem zahvaljeval. Hvala te, hvala uni, hvala zaprte. Res, kada bi res zaprli. Mi je bilo prav hudo, lej, to mogo marsikdo videti. In to je privilegij, da imamo mi Mašo. To je tak dar. Hvala Bogu, da je Maša. Jaz ne vem, kva ljudje delajo ob nedeljah, ker ne grejo k Maš. Ne vem, meni je lepo to, kar imamo, no. Gre za privilegij, ki se ga ne zavedajo predvsem mladi. Klasika, vsaj v zahodni družbi, pri nas gotovo je to, da mladi po sveti birmi, potem v cerkvi jih več ne vidiš, jih srečaš ponovno, ko imajo oni svoje otroke, tako je običajno ta kursus. Kako je s temi mladimi? Ogromno poslušam o tem, da so danes apatični, da jih nič ne zanima, da so površinski, da je zahtevno z njimi delati. Vedno je bilo zahtevno delati z mladimi, ker pač človeštvo, človek se razvija in zato imaš pač drugačne kodekse od starejših in med mladimi in starejšimi je težko se pogovarjati. Kakšna je vaša izkušnja z tega vidika, ali so današnji mladi res tako zahtevni, če jih primerjamo z nami? Ja, je z mladimi zahtevnejše kot starejšimi. To siguren. Včasih imam tudi jaz kar pred mladino kar malo tremo, je pa zelo lepo. Vidim pa, da če se z njimi ukvarjaš, da pridejo zraven. In da niso tako, da ne rečem pa nekaj čudni, ampak da so zelo normalni. In da niso nič drugač kot takrat, ko smo bili mi mladi. Zdaj sem imel Mašo v domu starejših občanov skupaj s tem počitniškim verukom. 50 otrok sem pripeljal v dom za ostarele, tam je en velik balinišče in smo imeli zunaj na balinišču Mašo. Veliko stanovalcev iz doma je prišel tudi k Maš, pa še moji otroci. Na koncu, koliko so se med seboj ujeli. Res, in se mi zdi, da so otroci ogromno dubli in da so starejši ogromno dubli. In jaz sem pol med Mašo pridigal, sem rekel otroci, mi moramo starejše rad imeti, ker tudi otroci, pa mladostniki, najstniki, starejših mnogokrat ne zastopijo.
Da mi moramo starejše radi imeti. Nikoli ne bomo vedeli, koliko so tele roke delale, nikoli ne bomo vedeli, koliko so ene matere solza prelile, nikoli ne bomo vedeli, koliko so tele možje garali za to, da so družine preživeli. Zato moramo mi tudi starejše radi in moramo starejše spoštovati. Vi, dragi starejši, pa moramo moliti za to mladino. Vi imate klele v domu cajca, rekel, mi moramo moliti. Za tele mlade moramo moliti. Ne mi kdo reče, da mu je dolgčas, takoj ti dam domačo nalogo. 3 rože vence, pa vsak, pa litanije vmes med Zdravo Marijo, pa ste zaposleni za cel teden. Mislim, pa smo se tako... En z drugim. Jaz mislim, da imamo krasno, jaz sem zdaj res kar malo privilegij. Zdaj smo imeli oratorij, 300 otrok smo imeli, vse skupaj z animatorji vred. Bilo je 60 animatorjev in to so sami srednješolci. Sami srednješolci, pubertetniki ta hujši. Ampak ključni, odgovorni, karkoli smo rekli, so držali, so speljali. Tudi na sestanke so pridno hodili. Dober, poleg se je začela malo sezona veselic, so šli na veselice. Hvala Bogu, da greš malo ven. Zdaj to ni ben greh, če gremo na veselico. Mislim, če se z njimi ukvarjaš, jaz sem striktno vsak petek in vsako soboto zvečer za mlade v fari. Pa tudi, če pride sam en mladinc, se ne razburjam, kje so, ampak sem ga vesel. Ti danes pa sam 2, grejo pa lahko izpit, rečem. Pa ga v faroš povabim, pa kakšen sok, pa kakšno debato, pa vedno imam, moraš me tudi malo didaktičnih pripomočkov, aparat za vročo čokolado zmer zažge, potem malo kakšne te igre zmer, otroci imajo rad PlayStation, jaz ga imam tudi v farožu, čas še s kaplanom kakšno FIFA vžgeva, kaj dava otroci. Biljard, žoga, to pač mora biti okoli faroža. Dober, jaz sem še malo mlad, da lahko to z njimi skačem, z enega starejšega duhovnika je malo težje, ampak take zadeve mora biti, da to malo se dogaja. Ne vem, ta veliki ministranti so striktno vsako soboto z mano na porokah. Jaz sem skoraj vsako soboto poroke. Lani sem imel 50 porok. Domačih? Ne, vse povsod. Prihajajo gostujoči? Ja, gostujoči, mi imamo v brd za vse. Ja, ne vem, jaz sem kar zadovoljen s tole mladino. Tudi veliko, jaz vse te mlade pozdravljam. Ko grem mimo igrišča, jaz imam tak bolj poseben avto, Lado Nivo, vojaško, predelano, jaz to skozi pozdravljam. Tam mene se z motorji furajo, saj ne vem, kdo je, ampak zmer, živijo, pa se mu fajn zdi. Zdaj sem jih par mladih dubil, niso še koliko imaš hodili, gredo z mano v Split. Jaz sem od enih Hrvatov, sem dubil oči za ston, da lahko en avtobus mlade pelem v Hrvaško, v Split, ene športne igre. To je en iz UEFA mi zrihtu. No in zdaj se mi taki bulci tam iz dvorišča, ki jih nikoli ben ne povoha, pridejo k meni župnika, grem jaz tudi z vami v Split. Ja, pej, sam mami ne ti, ja, boati, ve se saločena, no pa boati. Vidim, da je interes in da so mladi in da mladi so zelo dojemljivi za vero. So. In niso tako čudni, ali pa čist taki so, kot smo bili mi. Hrepenijo potem, da bi bili sprejeti, hrepenijo potem, da bi bili ljubljeni, hrepenijo potem, da bi se kdo za nekaj zmenil, pa malo pa tudi morajo izzivati. Mlad človek mora tudi malo drzen biti, malo preko porobov. Med mojimi animatorji so tudi bil en duhovni vikend, so se mi ga malo napili. Dobro, smo se pot pogovorili, fantje, kaj bomo zdaj klele, kakšen bo te zgled, je pred šola lahko. Vem tudi v Bohinju, zelo hitro smo se z mladimi imeli, čeprav jaz se tudi malo zapnem. Sem kar tudi malo tečen včasih. Ampak postavljam, nikoli ne odbijam, ampak da gremo na skupno pot. Bi vse za njih dal, ampak res za mlade, za ministrante 5krat na leto okoli vozim. To je, če se 40 ministrantov, pa še ne 40 otrok dekliškega zbora, ker rečem, da fante ne ministrirajo, punce pojejo, in 2 avtobusa gremo na izlet. Vsaj 5krat na let jih pelem.
Ne, mi smo šli letos tudi k meni domov, na krave pa traktorje gledati, ne. Pa po 2 ure jih je brat vozil s traktorjem gor pa dol po pol. So bili veseli, ne. Take zadeve, čisto lušen, no. Seveda drug teden jih peljem v Bohinj za 2 dni, tako čisto lušno turo. Pol jih bom peljal v Medžegorje, pol jih peljem na Triglav, to še vse zdaj v juliju. No, pol konca avgusta pa gremo pa še v Split. Vse po en avtobus. Brda? V Brda smo pa šli z animatorji. Smo pa ob koncu oratorija, sem se organiziral soboto prej in smo šli cel avtobus, animatorji. Smo v koncu oratorija in smo šli na Sveto Goro, v Solkanu, v Žogico smo imeli kosilo, strašno dobro je bilo. Pa je pa tak, da se vsal, da smo pa kar tam ostali. Drugače smo mislili, da je kaj šmartno. Niste imeli Ivo Tašinigoja? Ne, nisem ga poznal. Vam ga posodimo. No, tako da to, no. Se mi zdi, da ni mladina brezvezna. In res moramo pa moliti za mlade. Res pa moliti moramo tudi za nove duhovne poklice. Pa ne moliti, da bo sosedov fant šel. Vaš sin ne gre. Vaš vnuk ne gre za duhovnika. Ne? Ja, molim za višji duhovne poklice. Ja, kaj pa, če bi vaš sin šel, ki je tukaj? Ne, on bo pa doktor. Imate v... Vaš sin ne gre za duhovnika. Tista mami, ki ima sina duhovnika, ta je najbolj blagoslovljena. Res? To je nekaj privilegiranega. Saj ravno to je bilo moje vprašanje o mladih, ki seveda so perspektivni, so živi, so zanimivi, vse, ampak klica za duhovništvo v Sloveniji nimajo. Letos je novomašnikov so bili 3, na Hrvaškem jih je bilo 45, Hrvaška nima toliko več prebivalcev kot Slovenija, vsaj ne v primerjavi. Kaj se dogaja s slovensko cerkvijo, da je taka razlika, če jo primerjamo na primer s Hrvaško? Vem za Hrvate, da so silno tak ponosen narod. To je siguren. Tudi ni tako močna sekularizacija. Se pravi, je vera tudi v javnem življenju zelo močno prisotna. In je to malo drugače. Pri nas se zelo hitro reče ločitev cerkve od države. Ne? Bog ver, z županom so v času zadregi, a če pa to žegnete ali ne bi to žegnala, kako bi zdaj to naredila, da ne bo kaj narobe, a ne. V Sloveniji smo kar malo občutljivi, če se kaj vera pojavlja. Lahko da tudi to kaj celo vpliva. Drugač pa, a veste kaj, saj tudi fantje se danes tudi poročiti ne upajo. Koliko enih fantov se ne upa poročiti? Pridete za krst, sta poročena? Ne, nisva. Pa vi bi se rada poročila. Ona kima, ki ne vem kaj, on pa kar dol leze. Ja, a je nimate dosti rad, ali kaj? Očitno je nimate dosti rad, da ne upate njej obljube, da boste celo življenje z njo. Ne vem, tudi fantje, tudi poroka, se kar bojijo neki vorank odločiti. Zdaj, zakaj je bolj malo duhovnih poklicev? Mogoče najprej molitev, se Jezus sam pravi, zame so molili, zame vem, da so molili tudi, jaz zase lahko, en Vinko Klemenc, to je bil župnik v Šmartnem pri Litiji, duhovni pomočnik, vem, da se bil jaz v šoli precej lump in pa mi je bilo strah je domov in sem šel v šmarsko cerkev in on je v cerkvi molil, tako je vedno imel roke zadaj, pa roževenc, pa po cerkvi je kroge delal. In jaz vem, da sem ga prosil, dajte z name moliti, da bo vse v redu, vse končal. Tako sem nekako. In jaz vem, da je zame on molil, fejst. Pa je bila še ena redovnica, sestra Vida Peterlin, ki je, tudi ko sem se jaz rodil, me imela v naročju, ki je bila dobra prijateljica moje mami. Ona je kmalu zbolela za multiplex sklerozo in je 20 let bila čist kot rastlina na posteli. In jaz sem prepričan, da je ona na posteli svoje trpljenje, onemoglo, z bolečino, darovala tudi za mene. Duhovniški poklic je gotovo izmoljen. Zdaj druga stvar, pri nas doma smo z duhovnike zelo spoštovali. Pri nas doma smo imeli silno lep odnos do župnikov. In smo župnike rad imeli. Pa čeprav so bili župniki včasih do nas tudi kaj, seveda človeško smoten, ampak kaj narodni, nikdar jim nismo zamerali. Zmer so rekli, duhovnikov se ne sme kritizirati, zmer so rekli, za duhovnike je treba moliti,
Zmer so rekli, duhovnike moramo spoštovati. To so nas doma zmer učili. In tega so se moji starši, moji stari starši, ki smo skrb živeli, silno zelo držali. In zelo pozorni so bili do duhovnikov. Starata je zmeri ob koncu leta župniku nesel bero, ne vem, koline, ki smo zmer klali. To je mogel biti za Gospoda in to je nesel s ponosom, ker hvaležnostjo, ker imamo župnika v Šmartnem. Stara mama je skozi nosila jajca župniku, rekla župnik, dajte malo jajc, ker vem, da jih nimate. Silno lep odnos smo imeli do duhovnika. Mama je tako lušno rekla. Mislila, da nima kura, ne? Ja. Zmer smo imeli tak lep odnos do duhovnikov, pa za duhovnike smo molili. Ker smo rekli, da se duhovnikov ne sme kritizirati, smo rekli, bomo za duhovnike molili. Smer smo za šmarske duhovnike molili. Zdaj, tudi ta lepo, moj starata je mene zmer pohvalil, kako sem lepo ministriral, pa še kdaj me je kaj šenkal. On je bil na to tako ponosen. Meni se pa tudi kot enemu mlademu fantu tako zdel, če me je starata pohvalil. Res se mi je bilo všeč, že ata rekel, ko smo še zjutraj skrb hmaš. Mi nismo nikoli skrb hodili hmaška. Ati pa mami sta mogla doma ustati za štale, ata pa mama sta bila pa na dedek, pa nono pa nona, ne, ata pa mama smo pa nas rekli. Sta bila pa vajena zjutraj hoditi, mi otroci smo pa zjutraj hodili, da smo bolj živ žal ujeli. Ne, in ja, tudi to smo rad gledala, ne. In ja, to je zmeri bilo tako, ata me tukaj na koncu maše pohvalil, ti veš, si toliko lepo se držal, ti veš, koliko ti pa to paše. Se je kole, ata prav, da sem lep po tej obleki. Ja, meni se je to zdel fajn. In to mi je bilo zmer nekako blizu. Res pa je, da imam tudi v žnahti kar nekaj stricev, ki so tudi duhovniki. Tako da se mi zdi, da če bi še takele zadeve začeli, da bi se pa tudi že kaj spremenili. Da bi tudi v družinah lepo se imeli lepo odnos do tega poklica, da bi molili za ta poklic, da bi mladim fantom, ki se malo odločajo, pa tako, ti, ki razmišljaš, ti mogoče bi bil pa ti duhovnik, le, ki ti tole fajn paša. Sej ni nujno, da bo, saj malo mu da za razmišljati. Presežen, da ti da to misliti. Meni je tudi daj takole župnik, ki sem bil še v osnovni šoli, ti veš, tej malo razmišljati, mogoče bil pa ti župnik, le, se ti kar paše tole. A veste, da mi je dal misliti? Res se poje življenje pele čisto po svoje. Pa srednja šola te razmetava, ker ne vem kva. Ampak, ne vem, ti je saj nekje to malo blizu. Vidim pa, da se kakšni starši kar ustrašijo, če bo menil, da bi bil njihov sin duhovnik. To se kar ustraši, da je to nekaj sramotnega. To ni sramotno. Vsak te pokliče Gospod. To res ni sramotno. Jaz nisem imel ene slabe izkušnje, da sem duhovnik. Nikoli se nisem duhovništva sramval in niben se ni mi posmehoval, da sem duhovnik. Kar v moji prisotnosti. Za mano, če ni vajo, kjerkoli sem do zdaj bil kot duhovnik, pa sem v takšnih in drugačnih krogih, povsod so me lepo sprejeli. Povsod. Nikoli se ni noben norčval z mojega poklica, da bi kdo rekel kaj slabega, ali pa da bi bil zaradi tega kaj, ne. To je res lep poklic. Edino srečo imam jaz v življenju to, da sem imel takrat pogum, da sem se odločil za duhovniški poklic. In to se najbolj srečen. Res bi pa privoščil to veselje še marsikakšnemu fantu. No, še ena stvar, tudi od nas duhovnikov je odvisen, koliko je kaj duhovnikov. Žal, kakšni duhovniki so res nekako utrujeni, pa žalostni, pa ne vem, kako čuden, obremenjen. Tudi za te duhovnike treba moliti. Jaz jih skušam malo spodbujati, ampak res, kakšni duhovniki bi lahko mečkam več od sebe dali. Kar malo mi gre na živce, ki so kakšni kar malo neki žalostni, pa nima čisto za kaj biti. Res, no, tega čisto normalnega človeškega veselja malo včasih malo manjka, no. Tudi to je, no. Vi ste diplomirali iz ljubljanskega škofa Antona Vovka, sedaj pred nekaj dnevi bila tudi obletnica njegove smrti, to je bil velik duhovnik, veliko pretrpel, je imel zelo zahtevno življenjsko pot, pa tudi poslanstvo. Kaj vam je pomenil ta lik?
Meni je škof Volk en zgled pokončnega, veselega škofa. En tak trden. Jaz, ko sem ga študiral, nikjer nisem zasledil v njem grenkobe, pa navkljub temu, da je fejs pretrpel. Da je hodil v strahu spat, da nikoli ni vedel, kje se bo kaj zgodil. Potem je imel še tisti, tako rekoč, atentat, ko so ga z benzinom polili pa zažgal, ampak on je vstal vedrega srca. To je bilo meni pri njemu, on je bil vedno srečen duhovnik. In tak, res je bil on trden kot hrast, ki ga ni noben vihar družbe zamajal. In je predstavljal ljudstvu eno varnost. Vernikom je predstavljal varnost. In se mi zdi, da kot duhovnik, da moram glih tako predstavljati ljudem tudi eno varnost. A ne, to, kar je on prišel na faro, to je kar vse užvel. To je bila cela senzacija, ko je škof Volk prišel v eno župnijo. In potem je on svojim mogočnim glasom zahromel sprižence. To je narod dvignil. Pa zopet z eno zelo preprosto besedo. On ni neki filozofiral. Preprosto je povedal bistvene zadeve. Imam eno pridgo posneto. On je enemu duhovniku na nov maš pridgal. 36 minut je pridgal. 36 minut je v pol čas priženco. Veš, kakšen hromeč glas je imel to. Ja, zelo. Jaz ga imam to in se k njemu zatekam pri prošnjo. Strašno bi si želel, da bi imeli v ljubljanski nadškofiji njega za svetnika, ker ima kaj zadati. Res je to pogumen, odločen, pa hkrati slovensko tak čustveno nežen, a ne, se mu je narod tudi zasmilil. Nikoli ni bil sovražen ali pa obsojujoč, ali pa da bi zaradi vsega težkega, kar je doživel, da bi bil zagrenjen. Res je bil odrešen mož. In tega odrešenskega zraka nam jih manjka. Se pravi, kaj pomeni odrešen? Da je Kristus nas že odrešil in da smo mi svobodni. In včasih se vedemo, da smo pa tako zaprti. No, to je imel Volk. Hkrati zelo strog tudi, do duhovnikov kar zahteven, pa hkrati jim je vedno dal vedeti, da jih ima silno rad. To je pa res en velikan 20. stoletja. Ne vem, on se je rodil v isti zibki kot France Prešeren, samo 100 let narazen. France Prešeren je bil 1800, on je bil 1900. Pred 63 letih je umrl in pred njemu je pokleknil papež Janez 23. Ko je škof Volk prišel v Rim na drugi vatikanski koncil, so se tudi osebno srečala s papežem in papež je pred škofom pokleknil in rekel, da stoji pred živim svetnikom. To je zapisano in izpričano. To je bil res... No, če pogledate na YouTube je en lušten film Goreči škof. Zelo dober film, čak 45 minut. Tudi jaz malo not nastopam, tako če predvsem mlad. Je zelo lep film. No, to mi je dal škof Volk in sem vesel. In zraven mentor, profesor Dolenc, če ga poznate, profesor Bogdan Dolenc, on je ekleziolog, se pravi nauk o cerkvi. Ta dva sta me zelo nekako naučila tudi imeti cerkev rad. No, tako. Koliko sva že, ki se pogovarjava? Ja, po mojem, v dobro uro, a ne? Pustiva tudi publiki možnost, da kaj vpraša, bi še... Ja, Upam, bi kdo kaj vprašal? Smo še skupaj... Telefonov ne gledajo, tako da zgleda, da je zanimiv pogovor, ne vem. A vam je všeč? Reagirajo tudi na... Še eno tako bolj zaključno, splošno vprašanje in sicer o tem, kaj daje cerkev neki družbi in kaj daje človeku. Mislim, kako se razlikuje človek, če je veren človek, če je katoličan, ne če je veren človek, prav če je kristjan, katoličan, in kako se razlikuje družba, v kateri imaš verne, imaš katoličane od tiste, kateri hodimo naproti dejansko, ne, v bistvu dekristjanizirana družba, tej hodimo naproti v Zahodu. Lan sem krstil enega moža, se pravi,
njega sem krstil, birmal sem oba dva, njega in nevesto, in potem sem ju poročil in potem sem še njunga otroka krstil. Zdaj, to je bilo en kup enega dela, 2 uri je trajal. En tak zanimiv gospod, ki je zdaj 1 leto kristjan, pa vsaj 3-krat na teden pride k maš, pa redno moli, in on meni zmer pravi: župnik, odkar sem kristjan, imam polno življenje. Se mi zdi, da ničesar več ne rabim na tem svetu. Imam vse. Prav tako mi večkrat reče: odkar sem kristjan, imam čutek, da imam polno življenje. Srečen sem, da imam družino, srečen sem, da imam krasno ženo in srečen sem, da lahko pridem v cerkev. In je res zanimiv. In gospod je bil, ne vem, je iz take zanimive družine in zelo zanimivo službo. Silno sposoben, brihten, to, kar sem mu dal, jaz, ko pride kdo k meni, da bi rad bil krščen, jaz mu kar dan knjige, veste, to ni kar tako malo lari, fari, ne, tale katekizem preber, pa Juket preber, pa Lukov evangelij preber, pa se bomo pogovarjali, veste, to mora kar parkrat prideti. Sej sem zelo prijatelj, ampak mečka ne mora pa tudi malo čovka, veste, ne, človek se malo potrudi za kakšno stvar. Velja tudi za botre to. Ja, za botre tudi. Torej, predsednica ne bi bila boter. Ja, če imaš hod, pol ja. Imam svoje dvome. Zdaj ne vem, kam hod imaš, meni ne. Se ni moja faranka, ampak tako. No, ampak prav, da jaz mislim, da ima krščanstvo v sodobnemu svetu res veliko zadat. In mislim, da daje. Če samo, ne vem, pogledamo na področju vzgoje, se mi zdi, da tudi moja župnija prenese veliko dobrega občini Grosuplje in veliko lepega. Saj župan tako prav. Potem, ja, ker se tudi dostakrat zahvali in je na to ponosen, kar se oblikuje, kar se deluje, je vesel tega. Potem prinaša nekaj več. Na tem svetu te pravzaprav vse je lušen imeti stvari, sam res te ne zapolnijo. Srečanje z Bogom, pa to, da imaš ti brate, pa sese, ti da pa en večji smisel. Ne vem, kako naj to opišem, ampak ne vem, po mojem, tudi moj brat ni znal opisati, ki je dobil prvo hčerko, ki je bil tako srečen, je rekel, nekaj se je spremenil, pa ne vem kaj. No, se mi zdi, da je v krščanstvu zelo podobno. Ko stopaš na to pot, se ti v nekaj v tebi spremeni. Ne znaš čisto opisati, zato ker je malo z Bogom povezan, ampak čutiš pa, da je nekaj več. Ko sem jaz postal duhovnik, sem še zmeraj isto hrano oboževal, pa isto muziko sem poslušal, pa isti avto sem vozil, ampak vedel sem, da je v meni nekaj drugače. Da je razlika, ko sem postal duhovnik. Kot mož pa žena, ki se poročita, je med njima razlika. Tako da krščanstvo v sodobnemu svetu ima ogromno zadat, čeprav se svet včasih tako obnaša. Obstaja ena lušna knjiga, ki je naslov Kako oznanjati svetu Boga, ki meni, da ga ne potrebuje. Sodoben svet ima v misli, da lahko vse sam. Malo sem upal, da nas bo korona naučila, da smo le majhni pred naravo in da človek le ne zmore vsega sam in da smo pač pravzaprav tudi nismo čizglih bogovi na tej zemlji in da rabimo še koga, če ne saj drugega. To, no, pa nekaj več ti da. Zahod se tega ne zaveda. Sedaj tu v prvi vrsti je gospod Danilo Lisjak, on je bil misionar v Afriki, on bo znal povedati, da drugod po svetu, v drugih celinah krščanstvo raste, žari, ima prav to, o čemer krščanstvo raste, tako da ni za obupati. Ne, za obupati na svetovni ravni ne, ampak na nivoju Evrope pa mogoče. Evropa mečkano nerodno si reže korenine. Ne vem, zakaj se je tako odločila, ampak veste, vedno je upanje, močne družine, trdna vera, to bo obstal. Ne delajo krčijo, ne se mešajo, ne grejo svojo vizijo. Močna vera, močne družine, trdne vrednote, to bo pa obstalo. Glejte, to obstane. Zdrava kmečka pamet, je delovne navade,
starši, to pišite dediščino v srce vaših otrok. Vera, upanje, ljubezen, delovne navade, pa no treba pa kasneje nič prepisovati, ker bo znal že samo se narediti. Res, to, da bo znal kaj s svojimi rokami in srcem kaj početi. Tako da ni za scagati, Evropa je še zmeraj lepa, imamo celo zelo lepo zgodovino, imamo krasne zadeve, krasne ljudi. Je pa res, ja, da mehane se čudne stvari promovirajo, ki pa niso čisto najbolj zdrave, ampak če se človek dela Boga, zelo hitro nizko pade. In goreč človeku, ki hoče biti z vsemi pravicami, zelo hiter žalosten obstane. Življenje je dar in takega vzemimo. Hvala. Jaz bi ravno s tem pomembnim stavkom zaključila vsaj najin pogovor. Bi lahko dali še komu možnost, ne veliko, ne, ker potem bi imeli možnost tudi za pogovor ob kozarčku, tako kot je vedno družabnost tu pri nas, ki se nadaljuje. Če ima kdo še kakšno vprašanje, bom jaz držala mikrofon, jaz nisem demokrat in vprašanja, ne razmišljanja, če ima kdo kaj vprašati. Ni. Taka množica ljudi, pa niti enega vprašanja. Sva bila iz temeljita. Knjige so na razpolago vaše? Ja, jaz sem sabo pripeljal tudi knjige. Zdaj, bom zelo vesel, če jih pokupite, no, da nam nazaj vozil, se veste, to je pa težko. Če sem jih že glih prinesel. Sem pa zelo vesel, no, da ne vem, če ste že slišali, res smo napisali eno knjigo na spletni Prižnici. Sem zelo ponosen, 19,000 knjig smo že prodali do zdaj. In pazite to, se pravi, od vsake knjige gre 2 evra v dobrodelne namene. Če je 19 krat 2 je pa 38,000 smo že razdelili med ljudi. Kar se mi pa zdi tudi kar veliko, no. Prav ponosen sem na to zgodbo. Knjiga ni glih moja autobiografija, ampak tako malo razmišljanja, razna srečanja. Jo kar pohvalijo, no, danes smo še, zdaj spet bom omenil občino, ampak zadnje cajte zelo veliko sodelujemo. Direktorica občinske uprave, njej sem tudi podaril knjigo, pa mi je danes prav pohvalila, ja, župnik, tole je pa res fajn. Sem pa tako, v eni noči sem jo prebrala, tako da je bila čisto navdušena. Tako da, če kdo nima, po 20 evrov pri meni malo popusta, v trgovini je 23, pri meni je 20. Ja, če pa kdo da kaj več, bom pa tudi hvaležen, veste. Heco. Ja, tukaj gospa ima en mikrofon. Ja, če velja, da postavim lahko vprašanje. Ja. Mene zanima, če bi vi poročil, če bi bilo dovoljeno v cerkvi 2 homoseksualca ali pa 2 lezbijki. Ja, jaz sem cerkvi pokoren. Jaz sem cerkvi pokoren in popolnoma zaupam. Sem cerkev tega ne bo nikoli dovolila. Si želite? Ne, nisem kot tem razmišljal. Mož pa žena, to gre skup. To gre skup, a ne. Samo to lahko ustvari družino. A ne, samo drugače ne gre. Nisem še slišal, da bi moški rojeval in... Ja, to potem pride. Tudi, ja. To pride potem. Ja. Ma to je še kaj doplačati, je treba? Ne. Dobrodelne namene potem. Ja, vsi pridete na vrsto. Ne. Ni za se bati. Vam je bilo všeč? A res? In potem vsak postavek sem počasi prebrala še enkrat
Da sem rekla, res, Gospod ima res vse prav. Oh, hvala. In kako živite s to odgovornostjo, pač, da kamorkoli greste, taka masa ljudi, toliko vam sledi, toliko ljudi bere. Mislim, je impresivno to, da v Sloveniji katoliški duhovnik proda dejansko 20.000 knjig. To je velika odgovornost. Ja, ne vem. Jaz sem odgovoren za župnijo Grosuplje, Lipoglav in Polica. Jaz sem za tam odgovoren, ne? Tiste je moja odgovornost. Ja, seveda je odgovorno, ne? Ampak pa nisem obremenjen s tem, da bi zdaj, pa če jutri nam več to popularen, pa ne bom, kaj ne? Ne živim od tega. Ne živim od to, da sem duhovnik. To je moje glavno. Pa, sej, to je tako, se zna zgoditi, da bo pa kdaj šlo čist dola, ne? Se zna zgoditi, ne vem, afera, župnik Golob, ne vem. Pa me pa vsi plovala, ne? Mislim, pa me pa rekla, smo videli, da je taka, ne? Ja, to se vse se lahko zgodi. Saj na tistem večeru v Dobrembergu je Je bilo čudno pa govorno, lušen. ja. Ta trenutek je lušen. In mogoče sem komu kaj dal, mogoče bo kakšen šel malo bolj vesel domov, mogoče se bo kdo odločil, da bo malo bolj navdušen kristjan, mogoče bo pa kdo zgubil strah pred kristjani, mogoče bo pa kdo malo začel malo drugače razmišljati, rekel, mogoče pa niso tako duhovniki čudni. Ne vem, gotovo je kaj kdo dubu. Pa če se je en spreobrnil, pa se je en, hvala Bogu, to pa še veliko. Glejte, navdih mi je apostol Pavel. Pa on je bil tudi križan kot ten kazenc, ne, ni bil križan, obglavljen je bil. Glede, apostol Pavel je šel na Areopag v Grčiji, v Atenah. Areopag je bil prostor, kjer so govorili politiki, igravci, dramaturgi, oznanila brali, ne vem, vse kregali so se, pravdali, prodajali, to je bil kot en internet. In apostol Pavel se sprehaja po Atenah in vidi Zeus, oltar Zeusu, oltar Apollo, oltar Veneri. Na koncu je videl še en oltar nepoznanemu Bogu. In njemu klik naredi, gre hiter gor na Areopag, čist me tu ljudi. On se tam predstav kot Pavel in reče, da so Atenci silno pobožen narod, ko imate tu oltarjev, in da tam je videl en nepoznanemu Bogu, ti tega Boga pa jaz poznam. In je govoril o Jezusu. Večinoma na koncu se mu posmehvali. Eni so rekli, o tem te bomo drugič poslušali. 3 so se spreobrnili. In za te 3 se je splačali. In ne vem, ne ukvarjam se s tem, tako sem počaščen, sem ponosen, se mi faj zdi, nič ne rečem, ampak da bi pa od tega živel, da bi mi moj ego rasel, da bi bil zdaj moj jaz se polnil s tem, pa ne. Ker jutri zjutraj mene čaka del in jaz nimam cajta se zdaj razmišljati, pa ljudi štet. S 3 novomašniki bo dela še več. Jaz sem jutri zjutraj ob 6 za v cerkvi, biti pa cerko luftati, ob 7 imam mašo, ob 8 imam komunalo, pa ljudi, pa v pisarni imam kupenega dela, jaz imam cajta, pa imam v Kopru, imam srečanje za oratorij, popoldne imam, zvečer imam mašo, pa imam še pripravo za oratorij na Policiji, še z poliško mladino, se gre še med njih, je dan bo okol, zmatran, kje imam cajt se razmišljati, pa kuk sem fejs. Jaz pa še s tem se ukvarjam. Narediš pa greš naprej, ne? Najslabše se je pocati v lastnemu jazu. To je najslabše. Razumete, kako če me... Ali s tem, da se če človek sebe da na razpolago bližnjemu, se nimaš toliko cajta ukvarjati samim seboj. In ko se malo manj ukvarjaš samim seboj, si malo bolj srečen. Vidim, sej moraš seveda za svoje lastno zdravje poskrbeti, tudi za počutje moraš, če zaspan, pa iti spat, če se slabo počutiš, se malo umakni. Sej to moraš že poskrbeti. Ampak čisto vse nazaj neki brskati, pa ne gre. Moraš še živeti s tokom iti naprej. Svetim duhom. Še eno vprašanje je bilo, potem bi zaključili. Prosim, vaše mišljenje glede ločitve države od cerkve. Meni je to super. Sem res.
Ja, ker sem za državne praznike frej. Ja, Drugač ni preveč, zgodovina nas uči, kjer se je to dvoje preveč skup družil, ni nikoli pripeljal do dobrih rezultatov. Zgodovina nas uči in drugače mi je to čisto v redu in mogoče smo včasih še malo preveč radikalni glede tega, ampak vse se jasno da vedeti, no, ampak tako no. Še eno vprašanje, ki se navezuje mogoče na to, kaj ste zdaj rekel, ne. Recimo, zakaj se škofovska konferenca oziroma Rimokatoliška cerkev recimo toliko zoperstavlja, ko oni sprejemajo neke svoje zakone, ne? Recimo evtanazija bo zdaj in še take reči, ne? Recimo zadnjič sem poslušal muslimane, on je rekel, mi muslimani evtanazije ne bomo sprejemali in to je konc, ne? Se pravi, mi včasih izpademo, recimo, če rečemo, da smo vsi kristijani, nekoliko tečni, ne, ker se vtikamo v tisto zakonodajne postopke, mi bi rekli, avtoritete ne rečijo, mi kristijani tega ne sprejemamo, vi pa lahko sprejmete zakone take, kot hočete, ne, evtanazijo, pa ne vem, kaj še vse bojo sprejeli. Hvala, no. Ja, to imate v eni meri tudi prav. Ja, kot aktivni državljani se tudi kristijani in tudi kot škofovska konferenca vključuje v dogajanje v državi. Zaradi tega, ne, ker smo pač tudi državljani in mi ni čisto vseeno, kakšni zakoni se sprejemajo in mi ni čisto vseeno, kakšne stvari se dovoljuje, zraven skušam kot v demokratični državi na svoj način pač tudi hodim na volitve, če rečem po domač. Sicer ne delam v cerkvi nikoli, v cerkvi ni prostor, da bi imel kakšne politične debate, ker pač imam ljudi, ki so z vseh polov. Ena škofovska konferenca pa lahko to reče. Mogoče pa res je včasih malo terminologija, malo, ne vem, tako kot ste vi rekel, narodna ali pa tako, no, ampak je pa res, ja, muslimani povedo tudi po svoje. In zelo se da že pogled, muslimani se vsi pokopljajo v trugi. Pa koliko je to lep pogreb. Romi isto, vsi v trugi. Kje je, da bi to dam razmišljal razprost? To oni rečejo, tako je. Dež bo. Dež bo, ja. Ej, hvala vam lepa. Hvala za vaš obisk, pa za čas. Jaz bi vam pa želel še enkrat reči, bom vesel kakšnega očenaša za mene in za vaše župnike. A vam lahko dam še blagoslov na koncu? Lahko? Prvo tako zaključim, pa se mi zdi fajn. Gospod z vami, molimo, o Bog, ki si z milostjo Svetega Duha srcem svojih vernih ulil darove ljubezni, daj mojim bratom in sestram, ki zanje prosim tvojega usmiljenja, dušno in telesno zdravje, da te bodo z vso močjo ljubili in to, kar je tebi všeč, z vso ljubezni vršili. Po Kristusu našem Gospodu, blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in na vas vedno ostane. Slavimo Gospoda. In hvala vam in Bog vas živi, pa en miren večer še naprej. Še enkrat obema hvala lepa za iskriv in iskren pogovor, kot je bilo že večkrat tudi v pogovoru samem omenjeno, res vse skupaj je bilo en blagoslov, dar in radost. Tako, spoštovani, prišli smo skoraj do konca našega večera. Kot veste, Goriški večeri smo ambiciozni, letos teče že druga sezona. Zato napovedujemo že naslednji dogodek. Žal datuma še ni, bo pa naslednji Goriški večer konec avgusta, zato že kar vnaprej vljudno vabljeni. Predno pa se poslovimo, oziroma sledi še tisti naš neformalni in vedno prisotni družabni del, tako kot na tudi družabnih omrežjih. Nocoj bomo pokušali vina Kmetija Tratnik in z Dornberka, tako da vljudno vabljeni in pa nasvidenje prihodnjič. Lahko noč.